Dober dan, predstavljamo najnovejšo številko dela De facto. Na naslovnici je avtor pesmi, ki se imenuje Sad Song, Lou Reed, ki je preminul med prejšnjo in tokratno številko, in v delu De facto prinašamo obsežno pisanje o tem pomembnem ustvarjalcu, umetniku 20. stoletja. Okej, imamo dva njegova profila posneta v Ljubljani leta 2000 in 2006. Hkrati pa ga imamo v družbi z številnimi zanimivimi osebnostmi, med drugim tudi s temile možaki. Václav Havel je bil njegov dober prijatelj, sveti oče, papež Janez Pavel II. Pa ga je povabil, da nastopi na koncertu, ki se je zgodil leta 2000 v Rimu. Ima pa to seveda kar nekaj podtonov, kajti Lou Reed je eden tistih, ki je papeža zelo ostro kritiziral zaradi tega, ker se je pajdašil s Kurtom Waldheimom. Dajmo povedati, kaj so ostale stvari. Branko Soban je prispeval imeniten intervju z islandskim aktivistom, umetnikom, trubadurjem, igralcem Torfasom, ki je mudil se pred tedni v Ljubljani. Naslednja stvar, ki jo ponujemo v branje, je reportaža Vasje Badaliča o Pakistanu in o žrtvah brezpilotnih letal. Hkrati pa je v Pakistanu našel tudi odvetnika, ki zastopa žrtve brezpilotnih letal, in človek si je izbral zanimivo strateško tarčo, namreč tožil je kar šefa ene od postaj CIA v Pakistanu. Mladostniško nasilje, naslednja tema, avtorice Sonje Mrljak, ki nam predstavlja to mladostniško nasilje precej obsežnem pisanju, opremljenim seveda s najpomembnejšimi sogovorniki. Islandija je ena mednarodna tema, druga mednarodna tema je Norveška. Naš kolega Mario Belovič se je mudil na obisku na Islandiji in se je pogovarjal s predstavnikom islandskega sindikalnega gibanja. Majda Širca je napisala reportažo o spomenikih, ki so postavljeni na ozemlju nekdanje SFRJ in spominjajo na drugo svetovno vojno. Obredla je veliko število spomenikov in jih s svojim pametnim telefonom potem tudi poslikala. Tako da imamo tekst o spomenikih in fotografije teh spomenikov. Lotili smo se tudi teme, ki je v slovenskem medijskem prostoru relativno malo prisotna. Namreč v Delu je pred nekaj dnevi šla zanimiva osmrtnica, ki jo je podpisala Velika loža Slovenije. Velika loža Slovenije je prostozidarska organizacija. V njej pa je naznanila smrt prvega predstojnika te Velike lože Slovenije. In sicer je ta oseba javnosti relativno malo znani Veljko Veričak, ki pa je v življenju počel zelo zanimive stvari. Namreč bil je ocenjevalec lovskih trofej. Bil je arbiter v prestižnem spopadu med tremi zelo pomembnimi komunističnimi voditelji, Titotom, Čaušeskujem in pa Todorjem Živkovom. Vsi trije so bili zagnani lovci in vsi trije so se potegovali za primat v svetovnem lovstvu, ko gre za število točk določenih trofej. Iz pisanja Veljka Veričaka smo rekonstruirali, da sta imela Tito in Čaušesku izjemno divji spopad o tem, kdo bo v plenu večjega medveda. Tito je nekaj časa bil tudi prvak na svetovni top listi
najbolj trofejnih zlatorogov. Je med prvimi 50, ko gre za muflone, medtem ko Todor Živkov je šampion, ko gre za divje svinje, merjasce. Še ena podrobnost, v trenutku, ko je nastala top lista najbolj uglednih trofej, je Nikolaj Ceausescu od 50 največjih oplenil 35 kosov. Se pravi, če se izrazim, oziroma če citiram enega mojega sogovornika, ki ne želi biti imenovan, Ceausescu nakresal veliko množico teh poginulih medvedov. Marjan Zlobec nadaljuje s svojim feljtonom o Mariju Kogoju in se tokrat ukvarja z neko veliko parado, ki se je odvijala na Dunaju, in o osebnostih, ki so iz Slovenije se udeležile te parade. Kot vedno je Marjan Zlobec tudi tokrat s neverjetno potapljaško tehniko iz arhivov potegnil veliko število ekskluzivnih, pa hkrati starih, zaprašenih fotografij, razglednic in drugega vizualnega materiala. Še eno stvar bi opozoril. Pravkar je minilo 50 let od smrti JFK-ja in ko gre za Johna F. Kennedyja, imamo v kolektivnem spominu v glavnem filmsko gradivo. Mi smo na eBayu našli originalne kose častnikov, ki so šli na dan smrti Johna F. Kennedyja, in potem smo v teh originalnih kosih že malo porumenelega papirja napisali krajši tekst, ki seveda sodi v rubriko Muzej tiska, prispevala pa ga je prav tako Sonja Merljak. Za konec še zanimiva reč povezana z delom De facto. V naslednjem letu bo delo De facto izhajalo enkrat na mesec. Bolj natančno izšlo bo 10-krat v koledarskem letu, 2 številki pa bosta dvojni. Tako da bomo naslednjo številko predstavljali že na začetku januarja. Hvala lepa!